Lepo pozdravljeni. Lahko vam sporočim, da je preiskovalna komisija, ki preiskuje štetje tako imenovanih izbrisanih, zaključila s svojim delom. Danes je bila zadnja seja, ki je bila zelo polemična in škoda, da je v poslovniku 17. člen, kjer bi bili lahko priče zelo poglobljeni debati o samem pogledu na, recimo temu, na problematiko tako imenovanih izbrisanih. Razprava je tekla na podlagi politične pripadnosti, torej pričakovano, tako kot sem predvideval takrat, ko sem pripravil končno poročilo. Veste, da je razmerje v preiskovalni komisiji bilo 4:3 v korist koalicije in takšen je bil tudi na koncu rezultat glasovanja. Koalicija je pripravila svojo verzijo končnega poročila. Jaz temu poročilu rečem poročilo, ki to ni, temelji na 2 stavkih, da ni bilo ugotovljene nobene politične odgovornosti in pa da je komisija zaključila svoje delo. Glede na to, da je to zdaj uradni dokument preiskovalne komisije, ki je sprejela to poročilo v razmerju 4:3, ga boste danes lahko tudi dobili. Moja sekretarka ima tukaj obe poročili, torej tisto, katero bom jaz, Slovenska demokratska stranka, Slovenska nacionalna stranka in Slovenska ljudska stranka predložili kot ločeno mnenje, in pa seveda tudi poročilo, ki so ga podpisali 3 koalicijski poslanci in 1 poslanka. Torej, predlog tega končnega poročila gre zdaj v Državni zbor na plenum. Jaz računam, da bomo v mesecu marcu obravnavali obe poročili, torej poročilo koalicije in pa ločeno mnenje manjšine v tej komisiji. Dejstvo je, da sem na nek način razočaran nad odnosom koalicije, nad mojim osnutkom končnega poročila, ker trdijo, da ni nikakršnih ugotovitev. Dejstvo pa je, glede na to, kar sem pred enim tednom predstavil tukaj kot osnutek, da zadeva gre v smeri velike malomarnosti notranjega ministrstva, ki enostavno ni odigralo svoje vloge. In dejstvo je, da je ministrica Katarina Kresal na seji ob interpelaciji zagovarjala svojo interpelacijo na netočnih številkah. Zakaj to govorim? To je današnja skupna ugotovitev vseh članov in članic preiskovalne komisije, da ta trenutek ne ve nihče, koliko je dejansko izbrisanih. Ampak to je bil pa pravzaprav glavni vzrok, da se je sploh formirala preiskovalna komisija. Na seji Državnega zbora je bilo takrat prvič rečeno, da je izbrisanih 25.700 in še nekaj, kar je jasno vzbudilo nek sum, da tukaj nekaj ni v redu. Glede na to, da je minister Bohinc v letu 2002 oziroma 2003 naštel 18.305 izbrisanih. Torej, vsa ta dejstva in dejstvo, predvsem pa dokument, ki ga je Ministrstvo za notranje zadeve objavilo 1 leto po začetku same preiskovalne komisije, kjer jasno povejo, da razlike so nastale zato, ker podatki v informacijskem sistemu kljub pozivom Ministrstva za notranje zadeve niso bili usklajeni z ročno vodenimi evidencami upravnih enot. In nadalje,
Sprašujejo, kdo je zahteval štetje 2002. 2002 je zahtevalo štetje Ustavno sodišče, ki je podatke potem uporabilo tudi v svoji odločbi. Seveda nadaljuje Ministrstvo za notranje zadeve v tem svojem dokumentu, kdo je zahteval štetje 2009. Štetja ni zahteval nihče. MNZ je želelo dobiti bolj strukturiran pogled v populacijo izbrisanih. Ponovno preverjanje izbrisanih po različnih parametrih spol, starost je dalo drugačne rezultate glede skupnega števila. In zdaj ugotavljajo tiste bistvene razlike. 2002 je bil star računalniški sistem Ministrstva za notranje zadeve in ročno vodene evidence upravnih enot. Potrebno je bilo uskladiti podatke iz računalniške evidence z ročno vodeno evidenco. In upravne enote Ministrstvo za notranje zadeve dvakrat pozvalo, naj to storijo. In takrat se je to zgodilo. Kaj se je zgodilo leta 2009? 2009 je nov informacijski sistem upravnih notranjih zadev. Seveda ministrstvo je izhajalo iz predpostavke, da so podatki ažurni in so v letu 2002 vse upravne enote podatke iz ročno vodenih evidenc uskladile z računalniško evidenco, ter da so bili v letu 2005 vsi podatki pravilno preneseni iz starega v nov informacijski sistem. Kaj iz tega izhaja? Iz tega izhaja, da ta trenutek nihče ne ve, koliko je dejansko število tako imenovanih izbrisanih. Tudi ministrstvo ne. Samo dokazuje z dokumentom, ki ga lahko dobite tudi na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. In razlog, zakaj je prišlo do te preiskovalne komisije, je ravno to. Ta številka. Iz 18 000 se je številka dvignila na 25 000. In zdaj smo ugotavljali, in zdaj moram govoriti o manjšini, je manjšina ugotovila v tej preiskovalni komisiji, da je šlo za nevestno delo v Ministrstvu za notranje zadeve. In to je dejstvo. To potrjujejo tudi dokumenti Ministrstva za notranje zadeve. Torej, kot sem že prej rekel, zdaj gre ta zadeva na Državni zbor, kjer se bo o obeh poročilih, končnih poročilih, ločenih mnenjih odločalo na plenumu in s tem bo potem tudi zaključena ta preiskovalna komisija, katere sem vodil zadnji 2 leti.